Drage Slovenke in Slovenci, doma in povsod po svetu, spoštovane državljanke in državljani. Sprejmite, prosim, tukaj iz velike oziroma kristalne dvorane predsedniške palače moje najbolj prisrčne čestitke ob današnjem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, z najboljšimi željami za našo zdravo, lepo in uspešno prihodnost. Rad bi se zahvalil gospe Kristi Hodak. Imeli ste zelo ganljiv govor, poln upanja in optimizma. Prav sem se odločil, da sem dal besedo ob današnjem državnem prazniku mlademu človeku. Tudi zato, ker sem zlasti jeseni in v zadnjem decembrskem mesecu dobil veliko elektronskih in klasičnih pisem mladih ljudi, ki so mi dali vedeti, da ta optimizem, to upanje obstaja, da pa obstaja tudi neka grenkoba in da želijo biti bolj slišani, kot so. V tem smislu bi vas rad seznanil recimo z kratkim izsekom iz pisma srednješolke Rebeke Mikša iz Markovcev, ki mi je v pismu napisala tole. Verjemite, da mladi spoštujemo prav vse, ki se trudite, da bi virus čim prej premagali. Vas občudujemo, vam tudi ploskamo. Vendar sem v zadnjem času opazila, da smo mladi nesrečni. Pa ne samo zato, ker smo zaprti doma, se ne smemo družiti in zabavati. Nesrečni smo zato, ker se zdi, da nas nihče ne opazi. Tudi mi, s svojim ždenjem doma, šolanjem od doma, minimalnim izražanjem javnih mnenj in samo s tihim opazovanjem pripomoremo k zajezitvi virusa. Želimo si biti opaženi. Sanjamo o pohvali, ki nam v naših letih toliko pomeni in nam daje toliko motivacije in zagona. Zaradi vseh teh pozivov mladih ljudi, da so slišani in na nek način s to vero v prihodnost uslišani, sem se odločil, da vam danes dam besedo in sem storil prav, imeli ste, kot sem rekel, čudovit govor. V tem smislu bom tudi prilagodil mojega. Rekel bom naslednje. Če sem prav razumel sporočilo, poziv vašega govora, je šlo v smer spodbude slovenski politiki, med drugim, seveda vsej družbi, ampak slovenski politiki, voditeljem, da naj tudi zdaj, ob 30. obletnici plebiscita in v teh zelo zahtevnih časih, najdejo neko notranjo moč, spričo katere bodo sevali ta optimizem in upanje, nas povezovali in uspešno vodili skozi te tvegane čase. To je dobra, sjajna iztočnica za to, da potegnemo neko temeljno paralelo med dogodki izpred 30 let in temi danes. Ko je Bučar, predsednik tedanje skupščine, razglasil rezultate na današnji dan pred 30 leti in ugotovil, da je na osnovi rezultatov plebiscita Republika Slovenija samostojna in neodvisna država, si nihče ni mogel misliti, kaj se bo zgodilo potem. Kot tudi ne, si tega ni mogel misliti na začetku tistega leta 1990. Na začetku leta 1990 se je šele ustanavljala koalicija Demos in slovenska delegacija Zveze komunistov se je vračala iz Beograda. Takrat je bilo zelo težko napovedati, kaj se bo zgodilo v tistem prelomnem letu, kaj šele, da se bo končalo tako imenitno z razglasitvijo tako čudovitih rezultatov plebiscita. Ampak tudi, ko so bili rezultati plebiscita razglašeni, ni bilo mogoče napovedati, kaj se bo zgodilo v naslednjem letu, ko smo dobili državo, jo vojaško obranili in koncem leta 1991 dobili prva mednarodna priznanja. Kaj je bilo tisto, kar je v tistih zelo političnega in družbenega vrenja polnih časih dajalo neko moč
o kateri govoriva nek smisel slovenskemu ljudstvu, da je šlo skozi te težke čase. To je bilo sodelovanje v politiki. Seveda je bilo v letih 1990 in 1991 veliko prepirov, veliko kreganj, veliko vsega, kar sodi v demokratično politično kulturo. Razlike so bile očitne, dostikrat niso bile premostljive. Vendar pa je slovenska politika v najbolj usodnem trenutku leta 1990 spoznala, da lahko vodi slovenski narod odgovorno naprej samo, če poskuša te razlike minimizirati, če zgradi čez njih most in sodeluje. To je tudi storila, ko je 6. decembra 1990 podpisala sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu. Ko smo torej s plebiscitom na današnji dan lahko razglasili rezultate plebiscita in ugotovili, da je Slovenija samostojna država, in ko nismo vedeli, kaj nas čaka natančno v prihodnjem letu, smo vedeli, če nič drugega, da si lahko zaupamo, da sodelujemo in da bomo v takem načinu našli odgovore na vsa vprašanja, in smo tudi jih. Tako je bilo leta 90 in 91. Odločitev, da ob vseh razlikah in razhajanjih dosežemo sporazum, ki nas je osredotočil na ustanovitev lastne države in smo jo s skupnimi močmi tudi dosegli, je omogočila, da danes 30 let kasneje vi, gospa Hoda, govorite tukaj v predsedniški palači in naslovite domovino in svet. Ali imamo v teh razmerah iz tega neko izkušnjo, ki nam je vodilo za naše ravnanje? Seveda. Končuje se leto, ki je bilo za marsikoga zelo grenko, bilo je težko, zahtevno leto, mnoge ljudi je pahnilo v tesnobe, mnogi so izgubili življenje. Borili smo se, kolikor je bilo mogoče, prepričan pa sem, da nam bi šlo še bolje in lažje, če bi bilo več sodelovanja. Vstopamo v novo leto, v leto 2021, ki bi lahko bilo čudovito leto. Danes se je v Slovenijo prišla pošiljka prvega cepiva. Cepivo bo gotovo, tako pravi znanost, naredila konec zdravstvenemu delu krize povezane z širjenjem koronavirusa. Toda potem bodo ostale gospodarske in socialne stiske in v drugi polovici prihodnjega leta bomo predsedovali Svetu Evropske unije. Ali ni to dovolj velik razlog, da politika na prehodu iz tega leta v prihodnje leto ugotovi, da jo ljudje potrebujejo enotnejšo, tako, ki je sposobna sodelovati ob vseh razlikah, ki vladajo med nami. Jaz mislim, da se to spoznanje počasi, a vztrajno prebije naprej. Mislim, da neka tiha večina v Sloveniji želi, da bi dva tabora, ki sta postala prevladujoča in sta si šla bolj vsak k sebi, kot bi si želeli, sodelujeta med seboj, da najdeta mostove, da prav skozi to enotnost, sodelovanje, data tisto voditeljsko moč, notranjo moč, samozavest, tudi ponos, ki ga potrebujemo za to, da bi se prebili skozi te zahtevne čase. Naj rečem nekaj zelo osebnega, ne vem zakaj, ampak to je neka moja intuicija. Mislim, da bo prihodnje leto, kolikor bo še vedno zelo težko in zahtevno, eno imenitno, čudovito leto. Kolikor se bomo leta 2020 spominjali po marsičem grenkem, tako mislim, da se bomo leta 2021 spominjali po marsičem lepem. Imamo, kot ste rekli, vi v vašem govoru, sjajne možnosti za to, da zaživimo življenje polno radosti in optimizma, seveda ob skrbi za druge, ob pozornosti za druge, ob spoštovanju slehernega dostojanstva, ob tem, da se vzdržimo surovega ali celo sovražnega govora, ob tem, da torej eden drugemu izkazamo spoštovanje in zaradi vsega tega med seboj tudi sodelujemo. In ne bo tukaj politika za zgled. Ne poskuša
v začetku prihodnjega leta doseči neke dogovore, sporazume, sodelovanje, ki bo dalo ljudem pravi vtis, da se tukaj rojeva neka nova moč v prihodnjem letu, ki bo bogato obrodila konec leta. Imamo vse možnosti za to. Imamo vse izkušnje potrebne za to. Zdaj potrebujemo to politično voljo in tudi to znanje. Tudi to mislim, da premoremo, če bomo znali pogledati iz svojih razlik, če se bomo znali uživeti v stališča in razpoloženja drugega in skušali ugotoviti, ali lahko najdemo neko kompromisno pot, ki pelje vse skupaj naprej. Hočem torej reči, da sem skupaj z vami, gospa Kristi, optimist. V meni je polno nekega upanja. Ne vem, če si je kdaj toliko ljudi kot danes želelo eno skupno stvar, in to je, da se vrnemo v normalno življenje, vendar pa potem vsi pričakujemo, da bomo zaživeli s polnimi pljuči, kar pomeni, da lahko storimo samo, če sodelujemo. Enotni obstanemo, razklani propademo. To je vedno veljalo za vse. Velja tudi za naš majhen narod, ki je toliko dosegel v 30 letih potem, ko se je odločil, da ustanovi lastno državo. Nanjo smo lahko ponosni ob vseh težavah in problemih, s katerimi se ta sooča. Bodimo torej danes na dan samostojnosti in enotnosti, na dan, ko se spominjamo 30. obletnice razglasitve rezultatov plebiscita, tudi nekoliko vzneseni ob vseh skrbeh in problemih, ki jih imamo, in prav zaradi njih, verujoč v to, da ta sposobnost politike, ki jo je premogla Slovenija pred 30 leti, moč sodelovanja in povezovanja, obstaja tudi danes, samo treba ji odpreti prostor, ji dati priložnost, in ta bo pokazala rezultate, ki bodo prihodnje leto, konec leta, zavidanja vredni. V upanju, da bomo temu priča, voščim vsem vam, posebej tistimi, ki ste tukaj z menoj, veliko lepega in dobrega. Naši državi pa želim vse dobro, njenim ljudem, pa da ne zgubijo upanja, da niso malodušni, ampak da se skupaj borimo do zmage naprej. Hvala lepa.